Torej, najprej najlepša hvala za ta izčrpna poročila. Se mi zdi, da smo lahko res hvaležni za en tak detajlen vpogled v to, kar počnete znotraj svojih podjetij. In jaz sem se kar poglobljeno pripravila na tole, ampak zdaj, ko sem slišala še toliko nekih informacij, sem še bolj presunjena in mogoče bomo malo drugače zastavili. Predvsem me je ta art versus industry, Anđela, že tvoj presenetil in pa ta ne znaš vsega, get over it, se mi je tudi zdaj lepo, ker če primerjamo zdaj, kar sem videla, da se dogaja znotraj dejanske modne industrije in če primerjamo to, bom rekla, s sistemom mode v Sloveniji, ne? Ker razen seveda parih primerov uspešnih, kot smo videli Lisco in pa seveda Enba Andraž, ne moramo govoriti o pravi industriji. Je znano, da slovenski oblikovalci delajo v bistvu vse sami. Tukaj pa vidimo, koliko nekih profesij se znajde znotraj prave modne industrije. Ampak vseeno, ne? Slovenija je neko posebno tržišče in ima tudi svoje zakonitosti. Zdaj, zanimalo bi me, kaj se vam zdi, da so prednosti slovenskega tržišča oziroma proizvodne v Sloveniji, ali pa mogoče tudi prednosti v tujini, ali pa slabosti v tujini, ne? Pa bi prosila tisto, kar se zdi najbolj, seveda, se sem računala. Glede na to, da sem, kakor sem že v prezentaciji, vajena sem dosti dlje časa govoriti, kot 10 minut ni bilo zadosti, se upravičujem. Ampak, ker sem delala v masovni produkciji, delala sem tudi kot svoj brand, sem oblikovala svoj brand, delala sem s produktom, kakor je gospa iz Lisce predstavila, ki je izredno tehnično zahteven. Mislim, kar je pozitiva v Sloveniji, je definitivno to, da smo ena redkih držav v regiji, v Evropi nasplošno, ki je še nekako zadržala to nepretrgano nit tekstilne produkcije, tekstilne oblačilne produkcije res od začetka industrijske revolucije do danes. Medtem, ko so marsikatere države, ki so v določenem času bile vodilne, to izgubile. Se pravi, to se mora vsak oblikovalec zavedati, da kar se tiče teh pogojev, kako nek izdelek sestaviti tehnološko perfektno, da je ready to sell abroad, tukaj smo v izredni prednosti. Vse to je dostopno. V Sloveniji je dostopno. Kjer so pa težave, je točno to plasiranje na tuj trg, ne? Se pravi, kar se prodaje same tiče, smo v nekem takem slabšem položaju, no, prodaje, promocije, pa tudi, kar se tiče same mentalitete, ne, oblikovalce v tujino učijo, da se najprej prodajajo, mogoče, ne, razvijajo svoje kreativne ideje na način, da so pripravljene za marketiranje takoj, se pravi skozi social media, skozi tudi prodajo, tako, direktno prodajo do kupcev, do bajerjev, medtem ko tukaj v Sloveniji recimo teh niti priložnostih ni, ne? Tako da tukaj bi rekla, da velika razlika, ne? Da ko ti začneš eno svojo blagovno znamko, ti si oblikovalec, ti si razvojni, si tehnolog, ti si producent na začetku, ti si svoj lastni prodajalec, največji fan svojega brenda, ti si potem distributer, logistika, vse to je v eni osebi na začetku. Ne. Hvala. Pa bi mogoče tukaj še gospod Natašo malo vprašala. Vi ste prav izpostavila, da ste ponosna, da v Sloveniji vse proizvajate. Če mogoče še vi nam podate komentar, kaj? Ja, res je pač. Mi izdelujemo malo številčne serije in tak ni, mislim, take male serije ne vzame nihče, niti nimamo želje, da bi jih kdo šival, zato ker kvaliteta res pri nas narejenega izdelka je res na zelo visokem nivoju. Šivalne stroje posodabljamo vsake 2-3 leta. Zdaj, ko smo se selili, smo v bistvu kar 10 strojev odpeljali na smetišče, zato ker tehnologija gre tako hitro naprej, mogoče nimamo občutka, da tudi v tekstilu
res, mislim, napreduje. Ogromno gre na, se vidite, sam na programe in mislim pa, da imamo res male serije in želimo ostati majhni in pač, da so komadi res dobro in kvalitetno narejeni in tega pač ne najdemo v tujini, niti nimamo želje. Hvala. To bom zdaj dodala še komentar. Če boste stroje imeli odveč, mislim, da je ogromno oblikovalcev, ki bi jih rabili, tako da lahko nas na Naravoslovno-tehniško fakulteto kontaktirate in bomo z veseljem jih med študente oziroma verjetno tudi Petra bi se prijavila za svoje. Ne? Tako. Zdaj še tako, bi se tle dotaknila še tega, koliko oblikovalcev recimo zaposlujete pri vas, koliko vas je prav iz področja oblikovanja? Ja, prav oblikovalka, samo oblikovalka iz NFT je samo ena. V bistvu potem je 6 inženirjev, ki smo v bistvu vsi, mariborski ali ljubljanski, pač tehnologi. In v bistvu pač delamo na področju oblikovanja in tehnologije skupaj. Zato, ker pač tako podjetje, ko smo mi, ne nazadnje moramo preživeti, približno 2,5 milijona bruto prometa ustvarimo, vse pač s svojimi izdelki in to pomeni, da koeficient pri planiranju proizvodnje, koeficient možnosti prodaje in zaslužka ni zanemarljiv, ker vseeno vsakega 15. je treba pač tem ljudem dati plače in ob tem, kadar se kolekcija dokončno oblikuje tako, ko smo prej slišali, da se pač tudi pri nas kosi izločijo, ugotovimo, kateri so rentabilni in kateri imajo večjo možnost prodaje in nenazadnje, pri katerih je pač večja razlika v ceni. Hvala, pa bi mogoče še isto vprašanje zastavila vam, ker se mi zdi, pri 723, ne, ste rekla zaposlenih, koliko od tega je, razumem, ampak koliko je oblikovalcev, recimo? Drugače pa podjetje, kot sem že omenila, ima svojo oblikovalsko ekipo in 2 kreatorke tudi sedita tukaj med nami, Sofija in pa Maja. Tako da vse delujejo pod vodstvom kreativne direktorice, ste pa tudi v videu videli, da smo produktne vodje, 4 produktne vodje, ki imajo tudi potem razvojno ekipa in ta razvojna ekipa nas je potem vse skupaj doprinese 45 v razvoju, vse skupaj. Super. No, pa če nadaljujemo, bi pa zdaj šla mogoče bolj na Anđelo pa na gospo Alenko in se navezala na tekstil. Zdi se, ne, oziroma zdi se, tako je, da so oblikovalci tekstila v senci oblikovalcev oblačil. Zakaj menita, da se jih ne izpostavlja v isti meri? Pa kakšna je njihova moč, kaj je tisto, zaradi česar jih toliko potrebujemo? Mogoče tudi, da za študente bi jaz tukaj rekla, ne, zakaj je pomembno, da se študira tekstil? Ja, pač, no, recimo, da imamo kar slab PR, no, bom rekla tako za tekstilne oblikovalce. Seveda pač, ko gledate socialne medije, filme, ne vem, kaj še vse, fashion designer je seveda tisti ta prvi in k temu pač vsi stremijo, ne. Na kar pač potem ugotoviš, da v tem biznisu, reči tako, je toliko nekih poklicev, ki so veliko bolj plačani kot fashion designer, ne. Zelo dobro primer je šivilja. Šivilja je plačano približno, ne vem, kaj rečem, 5krat več kot oblikovalec. Odvisno kje, seveda. Ja, odvisno kje, ja. Ja, ampak naprimer imaš pač hierarhija od assistant designer, ki design assistant je prvi, ne? Kome preživiš, kome plačuješ šamnino. Potem so naprej do assistant designer, do junior designer, associate designer, senior, head of design, design manager, to enega dela, to enih poklicev in pol še seveda tekstil, pol imaš embroidery designer, intarzija oziroma knitwear designer, mislim, res print, seveda je nekaj čisto za sebe, printu imaš pol, pa seveda vse se še deli na luxury pa na high street, to vse se podvine. Ja, to je samo ta en del, ne. Tudi večkrat imaš naprimer v high streetu še posebej se toliko deli na, ne vem, par mesecev nazaj sem dobila od ene agencije, če me zanima delo, pa če imam izkušnje as a print designer in
moody t-shirt graphics for menswear. Se pravi, to je toliko specifično, da tak skillset, kot je rekla Petra, da pač še posebej tekstilni oblikovalci se res specializirajo v nekaj. Pač, to vedno polagam na srce vsem študentom, dokler ste na faksu, si izberite to eno zadevo. Še posebej na NTF-ju, pač jaz vedno rečem, da je to bila najboljša odločitev mojega življenja, zato ker na NTF-ju lahko vse zastonj probaš. Lahko res probaš print, lahko probaš tekstil, sicer se morate malo potruditi, da se sami tega lotite. In iz tega lahko potegnete tehnično znanje, ki ga kot tekstilni oblikovalci pač morate znati. In tudi v printu, mislim pač digitalni print, pa screen print, pa še 5000 drugih, ki Petra bolj pozna kot jaz. To je treba vse pač res tehnično poznati in dokler ste na faksu, se morate res tega primiti, no bom rekla na ta način. Če razvijaš tale skill set, ne, da si tako specializiran, da si mojster v svoji branži, ni važno to, da si zapostavljen, pozabljen člen te zgodbe. Si boljše plačan kot oblikovalec, doskrat, ne? Razen če si vrhunski oblikovalec. Mogoče bi še vmes dala, ali so zaposlitvene, to boste mogoče vi bolj vedela, ali so zaposlitvene možnosti boljše za tekstilnega oblikovalca kot modnega oblikovalca, kako je to? V bistvu ima vsaka blagovna znamka v hiši imajo tekstilnega oblikovalca oziroma nekoga, ki izbira tekstil. Ker kot je že Anđela rekla v prezentaciji, morajo začeti z nečem, lahko imajo super kroj in ne vem kaj vse, rabijo pa nek tekstil, ne? Ker pač na temu vse stoji. Zdaj pa kakšni tekstili imamo, ne vem, od tekstila za kopalke, ki seveda ne bo dober za perilo ali pa za plašče, ne? In v bistvu v tem, kar jaz delam, pač vse narejeno kot potisk, kot print, vzorec, ampak te vzorce zdaj lahko tudi predstavijo recimo v pletenino, pač na stroje vržejo vzorec in potem lahko naredijo tudi neko pletenino iz tega. Možnosti zaposlitve, recimo zunaj, ne vem, po eni strani je ta oblikovanje tekstilnih vzorcev, to, kar jaz delam, ali oblikovanje tekstila recimo v Italiji, v Komu, s katerimi največ delam, je to v bistvu zelo obrtniško dejavnost. Ne vem, ni treba, da imaš, ne vem, pač neko določeno fakulteto. Do leta recimo 1995 je v Komu glavna inštitucija za oblikovanje tekstila je šola Cetificio, Okomo Cetificio, kjer so v bistvu 5-letne so srednje šole v Italiji in tam je izobražen ves kader, ki so danes na vodilnih mestih v vseh velikih tovarnah v Komu, tudi tisti za nižje, za nižje cenovno kot tisti, ki delajo, ne vem, za Dries Van Notena in Chanela in ne vem, včeraj sem govorila s prijateljem, ki je 40 let v temu in je rekel, lej, v naši skupini 12 ljudi, 8 nas je iz te šole. No, danes seveda, če imaš fakulteto, mislim, jaz ne vem veliko o tem, kako, ne vem, nekdo proizvaja žakarde in ne vem, neke posebne tkanine, embroidery, pač vem o tem svojem printu, tisku, tako da možnosti obstajajo, samo mislim, da za slovenske oblikovalce bi morale fakultete nuditi več povezav z gospodarstvom oziroma, ne vem, prek Erasmus programov, ne vem, raznih mogoče predavanj, pač povedati v bistvu, kje lahko vse delaš. Recimo študiraš oblikovanje, mogoče lahko delaš tudi, prodajaš recimo vzorce prek Pattern Banka, Shutterstocka, ne vem, eni delajo, poznam ljudi, ki delajo pač neke ikonce, ne vem, izhod gor, dol, ne vem kam. Tudi to mora nekdo narisati in tako da v bistvu možnosti je, samo tukaj se mi zdi, da manjka nekdo, ki povezuje pedagogiko
in gospodarstvo oziroma z še recimo izven Slovenije, ker v Sloveniji verjetno ni dovolj delovnih mest za vse, ki pridejo iz tekstilne univerze. Ne vem, to mogoče, ne vem, mislim, da šivilja manjkajo, slišim iz Bele krajine, da ni več šivil. Ja, sploh tehnični kader, ne? Zakaj so tudi DTP oblikovalci usposobljeni, ne? Samo vsi se gužvamo na tem. Se ravno to, ne? V bistvu NTF fakulteta s tem študijem oblikovanja in tekstilja usposablja kader ne samo za delo oblikovalca, ne? Ki je na vrhu nekako tega iceberga, ampak ste usposobljeni tudi za to, da poprimete za kakšno drugo delo, za tehnično delo, ne? Product developerji v tujini so večinoma oblikovalci, ki prihajajo iz revnih družin, revnih družin, ki nimajo tega finančnega backinga, da bi začeli svojo lastno blagovno znamko, ker tu je drag špas, ne. Pa tudi tako, marsikdo, ki je začel svojo lastno blagovno znamko, je šel najprej skozi to šolo, produkcije, ne, ta tehnični del, ker to je izredno kompleksna industrija, ne. In se mi zdi, da to je točno tale gap, ne, med končanim študijem pa potem začetkom svoje blagovne znamke oziroma, da si sploh toliko zrel, da imaš že nabereš nekih izkušenj, da lahko sploh pristopiš proizvodnji, da se njim koristen, ne, ker tudi podjetje, ki vzame nekega študenta, 1 leto, 2 leti je samo uvajanje. Se pravi, en tak umestni nek center, kot sem ga poskušala predstaviti, ampak mi je zmanjkalo časa, kjer se lahko in publika, kot tudi študenti, vsi zainteresirani spoznavajo vse te tekstilne procese, poskusijo različne tekstilne procese, ali se to lotijo bolj obrtniško, ne, recimo tiskanje, ročno sito tiskanje, vezenje, embellishment se temu reče, je tudi veliko zanimanja, recimo v high fashionu je za nekoga, ki zna vest, ne. Torej, ena taka institucija, ki nudi vse te praktičen skill set, ne, manualen skill set, pa tudi poslovni skill set, se pravi, kako se dela stroškovnik, ne, kaj vse gre v strošek proizvodnje, ne, nekega izdelka. Gospa Alenka, za vas bi imela še eno vprašanje. Omenila ste sodelovanje z Darjo Malešič. So še kakšni slovenski oblikovalci, s katerimi sodelujete? To tudi, da malo spoznamo imena in... No, Darja Malešič je v bistvu bila kontakt, s katero, ki me je recimo spoznala za tem svetom. Ona me je spoznala z Darjo Miklavžič, s katero delam že od leta 2003-2004. Potem delam tukaj še z Danielo. Daniela je tudi iz tekstilne univerze, ne vem, verjetno eni že poznate, Daniela Milašinovič. Potem je tukaj še Vita Ivičič, s katero smo tudi nekaj sodelovali, preden je začela svojo blagovno znamko. Potem, prosim? David sva se pogovarjala, pa potem nisva nikamor prišla, ker je, mislim, svojimi projekti preveč začel, oziroma ne vem, če nima časa. Ni se več oglasil. Potem Anda Klančič, no, njen od Ande tudi en vzorc je pristal v Hugo Bossu, ker je bil v vseh trgovinah v Londonu, ne vem, Parizu, Milano v izložbah, ampak so naredili pač iz tega vzorca, so naredili žakard, kar je bilo zelo super izgledalo. Potem, ne vem, eni pač pridejo, grejo, ker mislijo, ne vem, da bojo pač, ne vem, takoj zaslužili mesečno plačo, ampak pač ni tako, ne.
odvisno, ne vem, kaj rabi trg, kaj delaš, vse je zelo šizofrenično. Ja, a ni, ne? Ker je ena taka dobra beseda. Ja, ne, totalno šizofrenično. Grem na sestanek, ne vem, Marks and Spencer's menswear shirts, srajce za moške. Kaj želite? Prej vprašam, da ne bo pol, ne vem, ne bom prišla z nekimi rožami, ki totalno ni njihov stil. Ja, želimo črne rožice. Ja, to bo nek stil, ki ga želimo črne rožice. V redu, pripravim tam cel kup nekaj, kar naj bi izgledalo za moške srajce, da bi bilo ok, neke male geometrije, rožice, ne vem kaj. In na koncu jih to sploh ni zanimalo. So rekli, ne, zdaj nas pa zanimajo paisley. Ja, pa sem rekla, ok, pa sem rekla, ja, tukaj imam 3 paisleyje. Ja, super, to je eden, ki je zdaj pristal, ne vem, neki novoletnik, ne vem, festive collection. Super. Mislim, kako to gre, ne? Pač, ne, najboljša je bila pa mogoče ena. Pridem na sestanek v Komo, nek tak srednji rang proizvajalec tekstila, in mi ženska reče, joj, veš kaj, dan sem pa res nisem nič navdahnjena, ničesar, nisem kreativna, ne vem, nekak danes mi ne gre. In pol pogledamo tisti cel kufer 2000 vzorcev in potem en vzorec sem pa skrila, ker mi je rekla pred 6 meseci, ampak jaz sem verjela, da ta vzorec ima nekaj posebnega. Tako mal je bil 50s, 50 leta, ne vem, nek krog z nekim drevesom, barve, pastel, roza, rjave, tak, zelo mogoče kot ena tapeta iz 50-ih. In je rekla, mi pred 6 meseci je rekla, joj, to je pa res najgrši vzorec, kar sem jih videla v zadnjih 10 letih. Sem rekla, in sem se tega spomnila, ker sem ta vzorec imela še, ker sem ga hotela nekomu pokazati, in edino tega vzorca nisem pokazala. In pa reče, joj, ne, nič mi ni všeč. Pa pogleda v kufer pa reče, joj, kaj pa tisto roza? In potegnem ven in reče, to je vzorec, ki ga hočem, to je najlepši vzorec, totalno me inspirira to. Sem rekla, veš kaj je pred 6 meseci, si rekla, da je to najgrši vzorec, ki si jih videla. Je rekla, ne, ni mogoče. Sem rekla, je mogoče, ampak... To je pa poanta mode, konc koncev, ki se tako hitro spreminja. Naročnik je kralj, ampak enim lahko poveš, kaj so rekli, ne, ker to je pač že prijateljca, ampak tako da včasih ne... Nosim pa tudi vzorce, ki v bistvu mogoče mislim, da nekdo jih bo kupil, oziroma vsi neke iste stvari nosijo, ko v Londonu mi velikokrat reče, ja, odkot si pa ti prišla, ti imaš pa čist drugačne kolekcije kot vsi drugi. Se nekaj zato, ker delam z ljudmi, ki niso tukaj skozi v Londonu, oziroma niso niti iz Milana in imajo nek individualni pristop. In potem tudi ne štampajo skozi recimo tiste ene rože, vidijo in recimo mogoče nekaj v tem stilu in imajo 100 vzorcev, ne, na to temo. Ne. In pol 3 pogleda in pol že vidiš tam brskajo po telefonu. Ne. To pomeni, da je že konec sestanka. Ne. In pol v bistvu za nalašč povlečem še kaj ven, pa rečem, glej, to je posebno. In velikokrat jih prepričam in so zadovoljni. No, super. Zdaj bomo pa mogli zaključiti in zaključila bi z vprašanjem, ki ga odgovorite z eno besedo. Katera je tista značilnost osebnostna, ki jo človek mora imeti, da lahko uspešno deluje znotraj modne industrije? Jaz mislim, da predvsem iznajdljivost. Zakaj? Zato, ker moraš se hitro odločati v kakšnih neprijetnih ali pa prijetnih situacijah in takrat ti ta vrlina zelo veliko pride prav, tako da ja, iznajdljivost. V mojem primeru komunikacija prva. Vztrajnost, ker velikrat vam ne bo uspelo, ta 5. ali pa ta 6. vam pa bo samo vztrajnost. Trda koža,
ker imaš opravka z ljudmi, ki so čustveno neuravnovešeni včasih, pa tudi sam lahko postaneš čustveno neuravnovešen, se pravi, moraš imeti trdno kožo, da se zmeraj veš, kako prideti nazaj v nek se centrirati in don't take it personally is only fashion. Še Anđela? Na isto temo, no, in sem hodila reči hladnokrvnost. Ker pač boš postal neuravnovešen. Najlepša vam hvala vsem. Samo še sekunda, ama kdo iz publike še kakšno vprašanje? Nimamo. Jaz bi samo eno pripombo dala, če lahko, si drznem. Ker ste omenili, da primanjkuje živil, ne? Ja. Jaz mislim, da se vse začne pri vas vseh oblikovalcih. Spoštovanje do našega poklica. Jaz sem samo šivilja, ne? In sem zelo ponosna, ampak ne zdaj, ko sem bila še v Sloveniji, mogla sem se v Avstriji odseliti, da sem lahko ponosno rekla, jaz sem pa gospa šivilja. In ko boste začeli šivilje obravnavati spoštovanje, to velja to v bistvu za vse Slovence, boste dobili spet nazaj dobre šivilje. No, sej resnično, mislim, brez vas ni nič, brez vas ni niti perfektnega produkta, ki ga lahko prodaš. Se pravi, ustvarjanje nekega ambienta, simbiotičnega ambienta sodelovanja, od oblikovalca do šivilja, da je spoštljivo. Jaz v Metliki, ki sem delala vsak dan, sem šla mimo produkcije in so me popolnoma vpluvali, če sem kaj narobe oblikovala, ne. Tako da tukaj sem se naučila, da kreativnost mora biti omejena z neko funkcionalnostjo. No, jaz bi tle sam ta komentar dala. Spoštljivost vsi do vseh, mislim, da je to en tak lep izhodišče. No? Hvala še enkrat.